Pri Slovanih je bil blagodejni učinek savnanja poznan od nekdaj. V sibirski ljudski medicini, pa tudi v tibetanskih samostanih so tako na primer uporabljali preproste cedrove sočke, v katerih so se ali kopali v vroči vodi z dodatkom zelišč ali pa savnali. Pod sodom so namestili pregreto kamenje, na katerega so polivali zeliščne čaje. V času Prve svetovne vojne pa so tašnimi zeliščnim kopelim zdravili tudi vojake. In leta 1970 je kazijski zeliščar in fitoterapevt Vasilij Grigorjevič Potrebkov cedrov soček opremil s parnim generatorjem. Savnanje v cedrovem sočku z zeliščno paro se priporoča pri različnih stanjih, vsekakor pri stresu, sindromih kronične utrujenosti, napetostih v mišicah, bolečinah, različnih bolečinah, tudi boleznih srca in ožilja, boleznih ledvic, sečil, kroničnih bolezni rodil, dihalnih organov, dermatoloških izzivih, raznih vnetjih, slabem imunskem sistemu, pri hormonskem neravnovesju, pri zadevah tudi kot so holesterol, povišan sladkor in podobno, predvsem pa tudi pri prekomerni teži in celulitu.